obiskovalci, dame, gospodje, članice in člani, prijateljice in prijatelji Slovenske ljudske stranke in vsi ostali navzoči. Prav lepo pozdravljeni na današnjem slavnostnem dogodku tukaj na Jančah. Med nami še posebej lepo pozdravljam podpredsednika Slovenske ljudske stranke, magistra Primoža Jelševarja in druge visoke goste Slovenske ljudske stranke, nekdanjega ministra za znanost in tehnologijo in ministra za okolje in prostor, doktorja Andreja Umejka. Ter organizatorje današnjega večera, mestnega svetnika v Ljubljani, inženirja Janeza Žagarja. Četrtnega svetnika Slovenske ljudske stranke Igorja Koprivnikarja. Člane mestnega odbora SLS Ljubljana, člane občinskega odbora SLS Litija, člane občinskega odbora SLS Šmartno pri Litiji ter člane občinskega odbora SLS Ivančna Gorica. Lepo pozdravljeni. Živi nasi narodi, ki hrebeni dočaka dan, na koder sonce hodi, prepiri svita bo pregnan. Narojak, prost bo vsak, ne vrakle sosed bo mejak. Narojak, prost bo vsak, ne vrakle sosed bo mejak, le sosed bo mejak. Obeležje Dneva državnosti in kresovanje na Jančah. Obeležje Dneva državnosti in kresovanje na Jančah je tradicionalno praznovanje, ki se odvija v organizaciji ali soorganizaciji Slovenske ljudske stranke že od leta 1991, vsakič 23. junija. Letos zato poteka že 26. ko praznujemo 25 let od razglasitve samostojne slovenske države. Slovenska ljudska stranka je ponosna na svojo domovino, zato je za svojo himno izbrala lepo ponarodilo pesem Slovenecem, ki nam jo bo sedaj odpel oktet Satoče. Slovenecem, Slovenecem, tako je mati djala, ko me jedite pestovala, ko me jedite pestovala.
slavim, slovinecem, slovinecem. Zatorej dobro vim, slovinecem, slovinecem. Zatorej dobro vim, slovinecem, slovinecem. Slovinecem, slovinecem, odziveli do groba, negane moja se zvestoba, negane moja se zvestoba. S ponosom reči smim, slovinecem, slovinecem. 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 Na oder sedaj vabim podpredsednika Slovenske ljudske stranke, magistra Primoža Jelševarja, da nam ob 25. obletnici samostojne države spregovori nekaj besed. Prosim. Hvala lepa. Prvo, lep pozdrav vsem skupaj. Pa bom kar takoj povedal, da se je ena majhna napaka prikradla, da ne bo slučajno kakšna fakulteta kakšne tožbe dala, torej nisem še magister za enkrat. Spoštovani udeleženci 25. tradicionalnega praznovanja Slovenske ljudske stranke na Jančah ob dnevu državnosti, spoštovani prijatelji. V veliko čast mi je, da lahko danes tukaj z vami in ob vam čestitam v imenu Slovenske ljudske stranke, naslednice Slovenske kmečke zveze, brez katere danes zagotovo ne bi proslavljali oziroma se ne bi veselili tega velikega jubileja. Včeraj sem bil gost na okrogli mizi Konrad Adenauer Stiftinga v Ljubljani, ko smo govorili o spremembah družbene ureditve v Sloveniji. Moj zaključek je bil, da za spremembe v Sloveniji potrebujemo čas in tega časa si naša slovenska mlada država zaenkrat še ni vzela dovolj. Zgodovina Slovence lahko namreč marsikaj nauči. V zadnjih 10 letih smo imeli na primer 5 vlad, več kot 70 ministrov. Če mogoče takšno fluktuacijo prenesemo na raven podjetja ali pa ene kmetije, povprečne slovenske, kaj bi se zgodilo, če bi se v 10 letih zamenjalo 5 gospodarjev, pa 70 delavcev? A je to tista prava? Bi lahko rekli, da je to en tak napredek, ki je normalen. Ampak to je demokracija. To je ljudstvo želelo pred 25 leti in prav je, da to spoštujemo. Pravzaprav zelo podobno velja tudi za našo politično stranko. Sloveniji ob 25. obletnici želim več stabilnosti, več trajnosti, ker je to ena od osnov razvitih evropskih demokracij. Zelo poenostavljeno potrebujemo vlado ali pa vlade, ki bodo uspele zdržati vsaj cel mandat, ali pa 2, ali pa še več. To je zelo pomembno, da počistimo tiste nedokončane stvari iz preteklosti, da pokopljemo okostnjake, mogoče, ki se še skrivajo v omarah. Namreč, težko je biti osredotočen na tekoče delo, če imaš popolno mizo nedokončanih stvari. Zdaj, lahko enostavno pomedeš celotno mizo, vržeš v koš, kar je bilo delno narejeno, oziroma sredi česa so nas prekinili. Ampak na ta način
bodo tudi z našim delom naredili na enak način. Dober gospodar ne dela tako. Dober gospodar se pogovarja. To je osnova. Svoja spoznanja deli z drugimi in je tudi odprt za dobre stvari in odlična spoznanja drugih. V preteklosti se enostavno ne smemo sramovati. Ne smemo se bati. Dolžni smo se z nje učiti in odločitve moramo sprejemati tudi kritično. Do tistih, ki smo jih sooblikovali, moramo biti samokritični. Slovenska ljudska stranka je sodelovala pri mnogih pomembnih odločitvah. Veliko od teh je bilo dobrih, res dobrih. Veliko je bilo zelo pomembnih za našo državo, za naše ljudi. Treba vedeti, da na naših preteklih odločitvah je naša država postavljena. Sadove tega še vedno žanjemo vsi Slovenci. Na tem mestu, kot prvo, ne pozabimo tega, ker je naš doprinos zgodovinski in globoka iskrena zahvala vsem, prav vsakemu iz naše politične stranke in tudi iz drugih, ki ste temu zgodovinskemu doprinosu pomagali kadarkoli v zadnjih 28 letih Slovenske ljudske stranke in pa v 25 letih Slovenije. Poglejte, mladi v Sloveniji, tudi v naši ekipi, tudi znotraj Slovenske ljudske stranke, nas ne zanimajo pretekle zamere, puhli ideološki boji, kar je mogoče tudi odlično povedal škof Jamnik. Zelo zanimivo razmišljanje, mnoge modre besede je povedal. Verjamemo, da je čas za neko ustvarjanje navidezne razklanosti v državi minil. Enostavno mora miniti. Mi imamo dovolj dela, vse mladi, za svojo prihodnostjo, s tem, da iščemo službo. V Sloveniji ni enostavno mladim najti službe. Nisi enostavno dobiti stanovanja in nisi enostavno ustvariti družine. Če si sposoben, delaven, bi moral biti tudi uspešen. Enostavno bi mladi morali pridobiti tista znanja, ki jih zanimajo in na podlagi tega v Sloveniji zaživeti. Tudi Slovenska ljudska stranka je močno prepletena za zgodovino slovenskega naroda. Kot nobena druga, to je dejstvo. In naključje, da je v času, ko je Slovenska ljudska stranka na volitvah prepričala največje število ljudi, naša država dosegala velike uspehe. Najvišje uspehe. Žal smo na vrhuncu moči v nizu, mogoče enih takih ne povsem zrelih odločitev, ta naš potencial nekako izničili. In ne more biti naključje, da je prav z izpadom Slovenske ljudske stranke iz parlamenta v Sloveniji rekordno število neopredeljenih volivcev. Tistih, ki enostavno ne vidijo rešitve za naprej. Tudi to je eno izmed dejstev. Kot sem rekel, se moramo čutiti in učiti iz preteklosti in iz zgodovine moramo izluščiti tiste primere najboljših praks, kot tudi tiste primere najslabših praks in jih uporabiti v sedanjosti in v prihodnosti. V strokovnem svetu Slovenske ljudske stranke že 2 leti pripravljamo program dobrega gospodarja. Program, ki odgovarja na vse tista bistvena vprašanja, v katerih v 25 letih enostavno nismo našli pravih odgovorov. Če bomo znali recimo zagotoviti službo mladim, bodo njihove družine lažje živele. Tudi starejši bojo lažje delali, upokojenci se ne bojo bali za svoje preživetje. In naše osnovno vprašanje skozi cel čas je, kako oblikovati prihodnost Slovenije, da bo postala prijetna domovina vsem, tako mladim, družinam, študentom, delovnim ljudem in upokojencem, preprosto vsem državljanom. Treba je vedeti, da Slovenija ima odličen potencial, dovolj sposobnih ljudi, ampak treba jim je dati priložnost, da ta svoj potencial tudi uresničijo. Ta klientelistična kvazi demokracija, ki jo imamo v tem trenutku, in ekonomija enostavno tega ne dopuščata. Imamo
družbo zelo dobrih, uspešnih držav, tudi iz okolice alpskega področja. Potrebujemo pa to zrelo demokracijo, zrelo socialno tržno ekonomijo in visoko politično kulturo vseh sodobnih, zrelih, torej odgovornih politikov. Prava prihodnost Slovenije je v sodobni platformi evropskih krščanskih demokracij. To je dejstvo. Koncept, na katerem gradijo uspešne evropske države. In ključni vrednoti pri tem sta odgovornost vseh državljanov, ne le članov strank in volivcev, ampak vseh državljanov. In dostojanstvo vsakega posameznika, družine in države. Krščanski demokrati moramo vzpodbujati visoko politično kulturo, konstruktivnost v korist vseh državljanov. To bi moral biti skupni imenovalec vse politike, zlasti desne sredine, tisti, ki se tako imenujejo. Visoka kultura se mora ohraniti tudi v primeru različnih stališč, v vseh situacijah, torej med koalicijo in opozicijo in prav tako znotraj posameznih političnih strank. V 25 letih je bilo mnogo storjenega. Res veliko, ne smemo reči, ne bi bilo prav, da bi rekli, da nismo nič naredili. Vendar bistvenih stvari za kakovost življenja v Sloveniji vsakega posameznika pa še nismo realizirali. In ključnega pomena je, do tega spoznanja pridejo tudi nove generacije Slovencev. To je pomembno. Tiste razočarane ljudi nad vsemi poskusi realizacije razmer moramo pridobiti nazaj. In pomembno je, da tudi mlade generacije začutijo dolžnost, da pri tem sodelujejo. Brez tega nam ne bo uspelo. Slovenska ljudska stranka zato ne bo več samo sledilka sprememb po Sloveniji in na slovenski desni sredini. Po 28 letih moramo ponovno postati pobudnik sprememb. To smo po 25 letih delovanja v samostojni Sloveniji enostavno dolžni Slovencem, slovenskemu narodu kot odgovorna politična stranka. V Slovenski ljudski stranki se ne bojimo demokracije, ne bojimo se imeti svojega mnenja in ga ponosno in na glas povemo. Smo odgovorni, imamo svoj program, imamo ekipo, s katero smo z vso odgovornostjo pripravljeni prevzeti tudi in sposobni prevzeti tudi najvišje položaje v Sloveniji. Imamo rešitve, ki jih Slovenija potrebuje že 25 let. Moramo jih imeti. Rešitve za gospodarstvo, podeželje, zdravstvo, šolstvo, infrastrukturo, mlade in stare. In ne smemo zastopati parcialnih interesov. Smo glas ljudstva in smo glas vsakega od vas. Mi smo vsi tu, Slovenska ljudska stranka, in smo tako kot naša država samostojni in neodvisni. In ob 25-letnici slovenske države vam zato želim obilo samozavesti, ponosa, domoljubja, ljubezni in vere v našo državo Slovenijo. Hvala lepa. Sedaj pa na oder vabim še profesor dr. Andreja Umeka, dvakratnega ministra, predsednika strokovnega sveta pri predsedniku Slovenske ljudske stranke, predsednika inštituta dr. Antona Korošca in predsednika Demosa v času osamosvojitve v Ljubljani. Dr. Umek. Lep pozdrav vsem, posebej bi rad pozdravil gospoda Škofa Jamnika, gospoda župnika tukaj, dragi prijatelji, člani SLS, simpatizerji SLS, vsem skupaj en lep pozdrav. Mi danes praznujemo 25-letnico samostojne države. Samo, ko gledamo na 25-letnico, se zdi to nekomu mogoče malo. Ne, nikakor ni to malo samo za 25-letnica. Če pa pogledamo mi prizadevanja slovenskega naroda za samostojno državo, potem lahko mi vidimo, da je to teklo ne 25 let, ne 100 let, teklo je stoletja. Jaz bi samo mogoče par teh točk omenil. Spomnite se Vodnika.
za njegovo pesmijo Ilirija vstan. Potem recimo Miklošiča za njegovo deklaracijo o samostojni Sloveniji, takrat pod Habsburško krono. In jaz se ne bi mogel mimo našega bivšega predsednika, pokojnega predsednika dr. Antona Korošca. On je imel vizijo samostojne Slovenije, Slovencev kot državotvornega naroda. Zavedal se je istočasno težke situacije, v katerem se je Slovenci in slovenstvo znašlo po prvi svetovni vojni. Bil je pripravljen sklepati kompromise na kratek rok, vendar kompromise z določenim ciljem. Tudi če se na videz njegovi poteze niso vodile k temu, so tlakovale pot k temu. Iz koraka v korak smo temu prihajali bliže. Spet so se pojavile težave, pojavila se je druga svetovna vojna, pojavila se je komunistična Jugoslavija, ki je bila formalno nekako Slovencem bolj naklonjena, dejansko pa bistveno manj. In kljub temu se je ohranjala ta misel na Slovenijo in slovenstvo. Z spoštovanjem se moramo, gospe in gospodje, spomniti vseh disidentov, ki so v letih komunističnega režima ohranjali vero. Jaz bi samo enega, ne bi imenoval ime, rekel, sej ta neumnost ne more trajati večno. Vero v Slovenijo, vero v slovenstvo so ohranjali. Pa je bil eden od njih tudi dr. Jože Pučnik, recimo, ki je tudi plačal, drugi so plačali mogoče celo višjo ceno od dr. Jožeta Pučnika. Ta je ohranjala in ko se je pokazalo to okno, ko se je začelo to okno kazati, sredi 80 let, da se bojo izvršile spremembe, so bili določeni ljudje, in tukaj je Primož že omenil, organizatorje Kmečke zveze, dovolj nekako razumni, da ne morejo postaviti takoj te zahteve, da je treba nekoliko počakati, da je treba te disidentske, opozicijske sile zbrati. Te sile so se zopet počasi zbirale, so se oblikovale v Demos in Demos je končno, ko je imel možnost iti na volitve, postavil jasno zahtevo. Samostojna Slovenija, ki bo odločala o svoji usodi. To smo takrat zapisali tudi v Majniški deklaraciji 1989 in ki je še danes nekako tisto naše osnovno gibalo. Če gledamo lansko Majniško deklaracijo, ta samo potrjuje, kaj je bilo doseženo in kaj ni bilo doseženo. To se pravi, ohranjajo se te osnovni cilji in to je naš osnovni cilj. Mi imamo v mislih samostojno Slovenijo, domovino slovenskega naroda, uspešno Slovenijo kot del Evrope, kot enakopraven in uspešen narod znotraj Evrope. To, kar so naši predniki, bi jaz rekel, stoletja zahlajali. Res, tudi oni so morali včasih stopiti korak nazaj, so morali stvari na novo premisliti, so morali začeti znova, kot se reče, naredim korak nazaj, zato da bom lahko naredil 2 koraka naprej. To se pravi, mi ne smemo biti preveč nestrpni, moramo ohranjati cilj, moramo si za ta cilj prizadevati in za ta cilj mi jasno vemo. Mnogi so danes, ali pa ste tudi danes, razočarani nad tem, kar je bilo doseženo v 25 letih. Ampak zavedati se moramo od tega, da to niso bila leta, ki so bila lahko zelo uspešna. Za sestrskimi strankami je Slovenska ljudska stranka oblikovala samo eno zelo kratkotrajno vlado. Mi smo oblikovali vlado, ko je poteklo leto 1990 in se prizadevali v glavnem za samostojnost, ker resnih reform takrat ni bilo mogoče narediti znotraj Jugoslavije. To se pravi, samostojnost in samostojna država sta imela 2 jasna cilja. Tisočletne sanje, kot nekateri pravijo Slovencev, po samostojni državi in seveda tudi politične spremembe in ekonomske spremembe v tej državi. Te smo lahko začeli izvajati šele po osamosvojitvi, to se pravi po 25. juniju 1991. In potem nam je ostalo zelo malo časa do volitev 1992,
jeseni 92, ko je ta koalicija, v kateri je bila Slovenska ljudska stranka, volitve izgubila in so naša prizadevanja dosegla hladen tuš z jasnimi ukrepi in vračanje v koncepte pred osamosvojitvijo iz vlade, ki jo je vodil dr. Janez Drnovšek. Tega mi nikakor ne moramo pozabiti. Jasno je, da je v tej tranziciji prevladal njegov interes. Tranzicija je bila, če mene vprašate, zaključena, če ne pod Drnovškem, pa pod vlado Antona Ropa. To se pravi, najkasneje je bila zaključena 94, ker so bili konzumirani vsi kritični zakoni. In sedaj je na ljudski stranki, tako kot je že Primož omenil pred mano, da oblikujemo program, da se zavemo, kje smo in oblikujemo program, ki bo peljal Slovenijo naprej. Jaz sem prepričan, da, in to vam želim poudariti tudi svojo željo, da se tega zaveste in da ste pripravljeni za te delati, da vas razočaranje nad 25 leti ne samo uspehov, ne bo potisnilo v neko stanje letargije, sej ne moramo nič narediti, bo že kdo drug za nas. Ne, poglejte, koliko časa so si naši stari očetje, prastari očetje in še pred njimi generacije prizadevale za tega, da so korak za korakom se približvale. Tudi mi smo sposobni, voljni in smo vredni sinovi in hčere naših prednikov, bomo to dosegli. Moramo se za to prizadevati, moramo zbrati to voljo. In Slovenska ljudska stranka je sigurno tista, ki bo popeljala ljudi skupaj, če bojo hoteli, če se bojo nam pridružili v neko lepšo bodočnost, bo delala za njihov interes, bo delala za interes Slovenije in slovenskega naroda. In ko praznujemo 25-letnico, dajmo jo praznovati z veseljem, to je bil velik dosežek, ki ga ne bo nihče nikoli več negiral. Zavejmo se, kako smo do tega dosežka težko prišli, koliko naporov in koliko časa je trajalo, da smo to dosegli. To se pravi, to nam naj da pa pogum, da bomo še naprej hodili po tej poti, da se bomo prizadevali za Slovenijo, slovenski narod, za tem, da bojo ljudje na tem koščku zemlje živeli zadovoljno in srečno. Hvala lepa. Na odru se nam bo sedaj pridružila Benjamina Žvipelj, ki bo na flavto zaigrala skladbo Sonata v C-duru, prvi stavek skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Prisluhnimo.
sedaj vabim letošnjega dobitnika plakete Mestne občine Ljubljana, dolgoletnega člana mestnega odbora SLS Ljubljana in pesnika Andreja Ranta, doktorja medicine, da nam predstavi 3 pesmi iz svojega bogatega pesniškega opusa z naslovi Kmet ustoličevalec, Slovenska beseda in Slovenija. Prosim. Dragi prijatelji, dragi domoljubi, dragi člani Slovenske ljudske stranke in dragi bratje kristjani. Dober večer. Kmet ustoličevalec. Kdo na kamnu knežjem je sedel v davnih dneh? Od koga le je knez oblast prejel pred ljudskim zborom vseh? Kmet. Kmet ustoličevalec. Ti dal si knezu vso oblast, prepustil sedež, mu izkazal čast. Bil ljudske volje si izvrševalec. Dal si mu vode iz klobuka piti in ga opomnil, da mora vsem pravičen biti, da mora biti vsem enako strog po pravu, ki ga določa Bog. Ti, kmet, edino ti, slovenstva si porok, prehranjeval neštete si rodove, oral, sejal in žel plodove, da zraste vedno novi rod otrok. Iz tebe so trubarji išli, Preširni, Levstiki in Čedermaci, išli aljaži, pesniki, slikari, svobode, jezika in naroda čuvari. Po vekih teme je le prišla pomlad, ko vstal je rod, ves prerojen in mlad. Na svoji zemlji vztrajal je, obstal, od tod nihče ne bo nas več pregnal. Slovenska beseda. Beseda materina, smehljaj, ki dušo boža. Očetov, dedov zapuščina, v srcu razcvetela roža. Bila uspavanka si mi nekoč, dragulj v dušo vtkan, moj jaz, z menoj gredoč, z otroštvom, srečo obsejan. V jeziku rodnem bral sem dela velikanov, vse, kar človeški rod je znal, od Grkov in Rimljanov. Bila si pesem in molitev, bila si blagoslov, bila si setev in bila si žetev domačih pol, vasi, logov. Zdaj ni te več. Zavrgli so te proč kot staro in odvečno reč. Izginila si kar tako, čez noč. Mrtva, nerazumljiva vnukom in vsem rodovom vseh prihodnjih dob, pozabljena s svojim zadnjim sinom. Z menoj boš legla v grob.
Slovenija. Dedje so stoletja se borili za jezik, za pravdo, čast, oblast, za zemljo, za svobodo domovine. Z znojem in krvjo so jo pojili. Dom zgrajen na plečih mater in očetov, bil temelje želja, obetov za novi rod. Povsod gradili smo tovarne, šole, trgovine. Zdaj vnuk prodaja zemljo, zamenjal Marksa je za kapital, prodaja tujcu se vlačugar bedni, a delavce na cesto je nagnal. In jezik materni, svetinjo, ki se čuva, zamenjal je za modni gnoj. Rad bil bi svetovljan, playboy, a je niče, ki v lastno skledo pljuva. Slovenija, iztrgal te bom iz srca, oči izkopal iz dupline, da ne bom gledal več gorja, kako moj narod gine. Najlepša hvala. Prosim, da se nam sedaj na odru pridruži organizator današnjega večera, ljubljanski mestni svetnik, predsednik mestnega odbora SLS Ljubljana, delegat skupščine občine Ljubljana Moste Polje v času osamosvojitve in poveljnik brigade Moris med vojno za Slovenijo, inženir Janez Žagar.